Lepo pozdravljeni in dobrodošli v novo epizodo SIST podcasta. Danes sta z mano Petra Dorini, vodja standardoteke v Centralni tehniški knjižnici Univerze v Ljubljani, in pa Eva Pevec, mlada ambasadorka standardizacije pri SIST-u. Dami, lepo pozdravljeni, vesela sem, da ste danes tukaj z mano. Pa mogoče za začetek, kako ste se vidve srečali s standardi? Eva, mogoče kot mlajša, predstavnica mlajše generacije, lahko ti začneš. Zdaj, ker prihajam iz ekonomske smeri, bolj malo s tehničnimi standardi, kot jih SIST obravnava. Tako da sem se prvič spoznala res na SIST-ovi jesenski šoli. Odprta oči, kar naenkrat si tako wow, ker sploh ne dojamaš, kje dejansko standardi izhajajo. Na splošno v ekonomiji se pač kakovost, poročanje, računovodski standardi, pa nekako prideš tisti tehničen del, eti. Wow, ker se ti zdi taka mehna stvar, ampak toliko standardizirana nujno, pol se pa začne kot žoga, sam naprej odpirajo vrata in spoznavam novo standarde. Ja. Šele takrat se zaveš v bistvu, da so standardi prav vse povsod okrog nas in da dejansko postavljajo nek nivo varnosti in kakovosti tudi konec koncev. Petra, mogoče še ti za začetek, kakšna je tvoja vloga, kdaj si se v bistvu prvič srečala s standardi? Ja, s standardi sem se prvič srečala kot študentka na fakulteti za gradbeništvo in geodezijo. V bistvu sem prvič slišala za standarde med predavanji, ko so se profesori sklicevali na standarde, in še bolj pomembno se mi zdi, da so bili ti standardi potem na voljo tudi v knjižnici fakultete. Če se takrat v bistvu nisem zavedala, kaj to pomeni v bistvu dostop do standardov, v bistvu mi je bilo samoumevno, da mi to knjižnica nudi, se zdaj, ko sem zaposlena v Centralni tehniški knjižnici, zelo dobro zavedam, kakšno pomembno vlogo imajo knjižnice, se pravi pri zagotavljanju ne samo dostopa do znanstvene literature, temveč tudi vpogleda v same standarde. Kaj pa recimo pri fakulteti za gradbeništvo in geodezijo? Tam je ogromno standardov, verjetno ste se tudi veliko učili o teh gradbenih standardih, jaz sem imela tudi enega gosta iz sveta gradbeništva, tudi malo so se kodov dotaknila, a pa se ti zdi, da se na fakultetah dovolj pogovarjate o standardih, ali je še vseeno prostor, da bi tega lahko bilo malce več? Ja, mislim, zdaj ne vem, se pravi 20 let je že od tega, kar sem bila jaz študentka, ampak predvsem vidim, da predavatelji grejo bolj vsebino, se pravi standarda, bolj zahteve, manj pa je v bistvu tega, kaj to sploh standard je, kaj so značilnosti standarda, kaj so tiste značilnosti, ki jih ločujejo, se pravi od drugih gradiv, recimo klasičnega gradiva ali pa predpisov, se pravi, tega vidika je malo manj. No? Eva, kaj pa tebi kot študent, ki se ti zdi, da se vaša generacija dovolj pogovarja o standardih, v sklopu fakultet seveda? Na naši bolj ne. Imamo mogoče na kurikulum, na letnik en predmet, zdaj ekonomija se bolj osredotoča na kakovost, torej imamo ISO 900, ampak moram reči, da profesor, ki ima pri nas to, se je res podrobno v temu, tudi seminarske so se delale konstantno temu, ampak to je bilo v mojem šolanju, visokošolskem šolanju, zdaj le 6. leto že prvič. Prejšnji dodiplomski študij tega nismo imeli. Ko sem se pogovarjala z ostalimi ambasadorji, se pa pač takoj vidi tisto razkol med družboslovnim in pač tehničnim znanjem. Je prav, sam se mi zdi vsem malo bolj pomembno, da tudi kader, ki je v back officeu, da razume, ker so tehniki tisti znanje, ampak vse ostalo, procurement tega, shranjevanje, to treba tudi razumeti, da ni tako, tam imamo ene standarde, pa sistem je dal sam knjižnico, da vsi razumemo, kaj so standardi, ker v pogovorno rečemo BP, brez problema, vse je po standardu narejeno. Samo noben tega dejansko ne razume, zato je bilo dobro, da vsak razume nekaj takega, da tudi pol pride tak inštitut kot SIST v ospredje, da lahko rečemo, to je to. No, ampak zakaj si se potem sploh odločila, glede na to, da si se zelo malo srečala s standardi, zakaj si se sploh odločila, da bi bila prisotna na jesenski šoli? Kaj je tisto, kar te je pritegnilo pravzaprav? Nove izkušnje, definitivno. Všeč mi je bilo, ker je razdeljeno na teoretičen del predstavitev SIST-a dejansko in potem, ko so prišli gostje. Ker sama vem, da je teorija je nujna, ampak je teorija povezana preko razlage iz primerov. Meni osebno nekaj najboljšega. Manjkajo te goste iz prakse in se mi zdi, da to, kar jih imamo na SIST-u na jesenski, je to super, ker pridejo različni, nisem, ne vem, pridejo res raznoliki goste in potem dejansko slišiš, kje oni uporabljajo, ne sam, da slišiš, ta standard ima. In kakšna je v bistvu tudi prednost tega, da delajo po standardu in da jih vključujejo v svoje proizvodne procese. Petra, vaša standardoteka v CTK,
Kaj pravzaprav ponujate tam, da bojo mogoče študentje lažje razumeli, kaj pri vas lahko dobijo? Ja, naša standardoteka ima res lepo, bogato zgodovino. Ustanovljena je bila že leta 1967, takrat seveda se pravi v podporo gospodarstvu, ne. Danes se pa v bistvu bolj osredotoča v akademsko okolje, tako da v bistvu nudimo podporo se pravi študentom, zagotavljamo dostop do standardov in pa nudimo tudi informacijske storitve na področju standardov, se pravi neke osnovne informacije o samih standardih, pomagamo se pravi pri iskanju standardov v različnih bazah, se pravi bolj konkretna vprašanja, vsebinska vprašanja jih pa vedno potem napotimo na Slovenski inštitut za standardizacijo in v bistvu tako celoto zagotavljamo se prav s temi našimi storitvami. Zdi se, kot da veliko res sodelujete s SIST-om in ena od takih stvari je bila tudi razstava standardov v bistvu v CTK knjižnici, ki je bila marca. Obe sta bili prisotni in tudi aktivno sodelovali, pa mogoče vajino mnenje, zakaj se vama zdi to pomembno, kaj je bil v bistvu učinek same razstave in kaj ste želeli s to razstavo doseči pravzaprav, pa mogoče Petra, če ti kar začneš. Ja, tako je. Marca smo otvorili v CTK razstavo Varen svet, standardi objed, skupaj se pravi v sodelovanju z Slovenskim inštitutom za standardizacijo. Na idejo je prišla v bistvu mlada ambasadorka standardizacije, Hanna Knez, ki nas je kontaktirala in zanimivo to, da ravno v tem času, ko sem se tudi sama malo poigravala z to idejo, se pravi o razstavi o standardih, tako da je naše sodelovanje v bistvu zelo hitro in naravno steklo, ker smo imeli vsi skupni cilj v bistvu, kako približati standarde mladim, ne. Z razstavo smo v bistvu želeli na nek praktičen način prikazati v bistvu pomen standardizacije in na različnih področjih prikazati standarde. Zbirali smo taka področja, ki so mladim blizu, v katerih se vidijo, naprimer gorništvo, alpinizem, gasilska oprema. Danes v tem duhu umetne inteligence smo tako predstavili tudi umetno inteligenco, terapevtske pse, v bistvu na vseh področjih življenja, kje vse standardi so lahko prisotni. Že lahko od same priprave kave do različnih hobijev. Mislim, da imamo veliko kavoljubcev, verjetno tudi na drugi strani, tako da, ki niso vedeli, da so pravzaprav standardi tudi v ozadju pri kavi, tako da ja, standardi so vse povsod praktično. Eva, pa mogoče tvoj vidik, se ti zdi, da je bil to dober korak k približevanju standardizacije mladim? Bi mogoče še kaj drugače spremenila, lahko tudi na kratko opišeš, kaj pravzaprav, kako je razstava potekala, sama otvoritev v bistvu. Je pa razstava še vedno na voljo. Dokdaj smo rekli, Petra, do septembra, ne? Tako. Tako da, kar izvoli. Razstava je bila zame odlična. Všeč so mi bili paneli, ki smo jih dali, oziroma plakati po celi knjižnici. Najbolj seveda te kužki, ampak kot vsi vemo, psi, pomočniki so na delo, to je njihovo delo. Tako. In mi je bilo izredno všeč, da vsi študenti, ki so bili prisotni na razstavi, so že zavedno vedeli, da se pač teh psov ne dotika, vedno se vpraša oziroma samo daleč. Torej, to nekako že razumemo, poznajo. Pogovarjala sem se tudi s prijatelji, sošolci, študenti in so rekli, da sploh niso vedeli za CTK. CTK je mogoče tako malo bolj skritak, nek skrit dragulj bolj tehničnih šol, ampak je veliko, ki prihajajo iz NUK-a, ker je NUK bolj temen, temačen, bolj strog. V CTK se pa lahko bolj sprostijo, imajo veliko več. Omenjali so tiste, ki se lahko sposodijo opremo. In na koncu, ko sem jih povabila par, so rekli, da je bilo zelo fajn, da se hod in ta lesen občutek knjižnica, dejansko knjižnica, ne neka moderna. In so mi rekli, da sploh niso vedeli, da dejansko gasilci tudi uporabljajo standarde. Iskreno, tudi jaz nisem vedela. Potem, ko sem se spustila v to in sem videla dejansko, koliko tega je. Od umetne inteligence vsi omenjamo to in se veliko študentov strinja, da je treba to pač regulirati, kar pomeni, sem jim rekla, to pomeni standardizirati. Tako. To je treba dati neke regulacije, da se potem lahko normalno deluje in mislim, da sem kar velikim odprla dejansko, da SIST obstaja, hvala Bogu. Se pa tudi predlaga mogoče, da se naredi neka potujoča razstava. Da ni samo stacionarna v CTK-ju, da se mogoče naredi, ker imamo v Ljubljani teh razstav na prosto, Tivoli, center, na teh trgih, da je še malo turisti vidijo, ker na kongresnem Požen
sklenejo zelo veliko teh razstav, pa tudi turisti dejansko vidijo. In mogoče, čim je interaktivno tudi za goste, Vsekakor. je to pa takoj večji rič, ki ga imamo. No, evo, mogoče pa to naš naslednji skupni projekt oziroma vaš projekt System, tako da bo še en korak k približevanju standardizacije širši javnosti. Pa se vama zdi, da so mladi v bistvu, kako bi rekla, da so pripoznali pomen standardizacije čez to razstavo? Petra, mogoče, če imate kakšno direktno povratno informacijo na knjižnici, se je kdo oglasil in pač povedal, da je to res super zadeva? Ja. Odzivi o razstavi so bili odlični. Prav tako obisk. V bistvu sem bila prav presenečena tako nad odzivi študentov, kot ostalih uporabnikov, ko so v bistvu med samim ogledom razstave ugotovili, kje res vse se uporabljajo standardi. In v bistvu najpogostejši odziv je bilo ravno to, a tudi zato obstaja standard. Ne? Kot pri in gasilski opremi. To je bil v bistvu ta naš namen, da približamo standarde, v bistvu dosežen, da opozorimo na standarde in to je bilo se prav to bistvo te razstave, si pa želimo v prihodnje, da bi v bistvu ne samo promovirali standarde, ampak da bi tudi dvignili v bistvu nivo informacijske pismenosti na področju uporabe standardov. Tako da v prihodnje vidim mogoče v sodelovanju tudi z Slovenskim inštitutom za standardizacijo nekaj v tej smeri, da se ali v okviru kakšne delavnice, kakšnega natečaja, v bistvu, da standarde nekako umestimo v nek kontekst, ker se mi zdi, da takrat mladi še najbolj razumejo pomen standardov. Se ti zdi pomembno, da vključujemo tudi mlade, kot so recimo mladi ambasadori standardizacije v samo predstavitev standardov oziroma v sam način približevanja? Absolutno. Na mladih svet stoji in danes se mi zdi, da gre v bistvu so mladi vedno bolj podjetniško usmerjeni, so taki mali pravi inovatorji in se mi zdi, da je zelo pomembno, da jih v bistvu s standardi seznanjamo že v zgodnji fazi, v bistvu že v sami začetni fazi mogoče poslovnega nekega procesa, da v bistvu vidijo, da v bistvu idejo samo razvijajo se prav skupaj s standardi, ker to mi potem na koncu omogoča vstop v nek trg, da so bolj konkurenčni in konec koncu, da so njihove storitve in izdelki varni ter kakovostni. Ker teže je potem, ko imajo že razvit se pravi nek izdelek in gotovijo, da v bistvu sploh ne morajo vstopati na trg, če ne izpolnjujejo zahtev, kakor pa da že standarde v samem začetku, v sami ideji se pravi vključujejo v ta poslovni načrt. Vsekakor, ja. Eva, ti si že prej omenila kot študentka družboslovja, družboslovne smeri praktične ekonomije, da se ne srečuješ toliko standardi, ampak vsekakor je vsaj kakovost tista, ki je na tem področju zelo stalna nekako. Si mogoče zdaj že uspela uporabiti standarde oziroma znanje o standardih kakorkoli pri svojem študiju? Direktno ne, neposredno. Mogoče bom rekla tako, da vidim drugačne, kot je rekla Petra, standardi v kontekstu. Da dejansko gledaš, kako podjetja funkcionirajo, konkurenčnost je v tem svetu, ko je 1 milijon podjetij, ki so ista kot ti, da lahko res taka standardna, mala papirnata stvar loči kilometre stran. Se mi zdi, da že tako je, ko razmišlja mlad oseba, človek, kdorkoli, ki vstopa na poslovno pot, o tem, da mora poslovno pot začeti, od birokracije do papirne administracije in potem, ko ga že ta pravni vidik izčrpa, ga poudarja še standarden, kamu ne gre. In to se mi zdi, da poleg tega, da mi delamo neke delavnice za poslovno pismenost, je treba standarde vključiti, ker kava mora biti standardna, oziroma lahko dobiš ti že z nekim standardom, sam če ti ne razumeš, kaj to pomeni, ni kakovosti. In kakovost pa išče vsak potrošnik. Ali od tega, da je dobra varovalka, do tega, da je kava v redu. Ne razume potrošnik dejansko, da on išče standard, ampak ponudnik mora razumeti in potem s tem prije tudi pač poslovna uspešnost in sam dobro se počuti. Mislim, da bi v študiju gledamo bolj na kakovost dela ravnanja z ljudmi, torej kadrovski management, ki se potem tudi naveže na vsak pač standard, ker če je kader dobro spoštovan, kader dobro izobražen, pomeni tudi tehničen kader razume, kaj dela
in da sta pol tako povezana. In čeprav je to, se delimo bolj na tehnične, pa na družboslovne, na koncu ni firme, ki ni ne enega, ne drugega in ta kohezija med njimi mora biti. Se strinjam, ja. V bistvu velikokrat rečemo, da želimo samo kakovostno in najboljše. Ne zavedamo se pa v bistvu, kaj stoji za to besedo kakovost. Ne? In v bistvu so standardi tisti, ki dvigujejo samo kakovost izdelkov in storitev konec koncev, če ne direktno, pa vsaj neposredno. Smo imeli tudi en primer, ko sem se pogovarjala z gospo iz Ministrstva za kmetijstvo. Mleko seveda ni standardizirano, ampak je pa v ozadju standard za dobrobit živali, pa je standard za ne vem, vse te stroje, čez katere gre mleko, recimo za proizvodnjo sira, za proizvodnjo masla, tudi za embalažo konec koncev, tako da so res vse povsod v ozadju. Zdaj mogoče pa, če se še dotaknemo malo te povezave med fakulteto pa knjižnico. Petra, se ti zdi, ste vi dovolj povezani, CTK knjižnica, vi ste prav od Univerze v Ljubljani, je dovolj interesa tudi strani fakultet, da se nekako povezujete, da imate skupne delavnice in če bi lahko mogoče v prihodnosti malo več standardizacije vključili v to? Ja, se mi zdi, da je tega še vedno premalo, tako da tudi mi si želimo v bistvu več sodelovanja s fakultetami, z nekateri imamo to že vzpostavljeno, to so večinoma tehniške fakultete, si pa v prihodnje želimo sigurno več, se pravi, da tudi mi kot knjižnica pridemo k njim, predstavimo te svoje storitve, se pravi, kaj vse lahko študentom v tem študijskem procesu, izobraževalnem procesu, pa ne samo študentom, tudi profesorjem in raziskovalcem, CTK ponudi. Ker knjižnice v bistvu niso več samo neko skladišče knjig, ki so namenjeni sposoji, ampak so tudi družabni prostor. Veliko več je v bistvu storitev, ki ponujajo knjižnice. Že samo v CTK imamo ustvarjalnico, kjer se lahko mladi se pravi izobražujejo, probajo se pravi kaj sami ustvariti, potem imamo tudi Patlib center, se pravi za patentno informatiko in seveda dostop do znanstvene literature in na koncu še ta standardoteka in se nekako nek zaključen krog vseh takih storitev, ki so mladim v pomoč pri nadaljnji, recimo, poklicni karieri. Pa tudi vse informacije, nekako se mi zdi, da prva res lahko dobijo od tistega znanja pač iz knjig do standardoteke, tako da res je taka celostna zgodba pravzaprav. Eva, če greva majčkeno na tvojo vlogo mlade ambasadorke standardizacije. Zdaj, na jesensko šolo si v bistvu prišla, dajva povedati kako, ker si rabila v bistvu kreditne točke, če se jaz pravilno spomnim. Zakaj si se sploh odločila, da v tisti nabiralniček vržeš svoje ime in sodeluješ v žrebu za mlado ambasadorko standardizacije? Ja, torej, kakor je rekla tudi Petra, da se predstavljamo na ekonomski fakulteti predmet razvoj poslovnih sposobnosti. To je spektr različnih delavnic, ki jih pač ponujajo različni dejavniki, pač ponudniki od fakultete same do zunanjih. In imaš možnost, ko pač določeno število opraviš dodatnih točk. In to so delavnice zunanjih izvajalcev in jaz sem dobila pamfleto od kolegice, ki je delala takrat na Friju. Ker so na Friju delili res po celmu, jaz na naši fakulteti takrat nisem zazala, ampak je res, da ker kot magistrski študent je bolj omejeno, smo bolj po popoldanskih časih tam in takrat niste bili prisotni, sem se dobila. In sva razmišljali, ker smo ravno končali s predmetom kakovost, nam je bila zanimiva tema in sva razmišljali, dejva, ker imamo obedve v interesu kasneje najno poslovno pot začeti mogoče samostojno, skupaj, ker ona je računovodkinja, jaz sem bolj menedžer in imamo neko poslovno interesno skupnost in sva šli. In živčni sva bili zelo. Že tako sem bila v časovni stiski, ker sem po jesenski šoli naslednji dan letela na Švedsko. Takrat, ko sem pol izvedela, da sem bila izbrana, sem bila tako ojoj. Še ena obveznost. Zdaj moram pa, ni pa obvezno samo to, žal mi je bilo, ker sem mogla takoj iti. In mi je bilo tako hudo, ampak sem se glih tisto na hitro pogovorila in sem tako ponosna na se, da sem rekla, zakaj pa ne? Kaj imam za izgubiti? Kaj imam za izgubiti? Ni tukaj izgube. Čas, vedno živim tako, vsako stvar, ko izberem, stojim za njo. In sem rekla, da to je lahko samo doprinos meni, plus na mojem
življenjepisu oziroma na mojem karakterju in sem dala, ker sem videla, da so bili vsi tako malo bolj sramežljivi, da so gledali, ker lep dan, ne bodo, nekaj bom pa jaz šla. In sem rekla tej kolegici, če bi tudi ona, je rekla, joj ne, jaz si to ne upam. Rekla, prav. In glej ga zglomka, moje ime in od Aleksandra. In od takrat naprej sem spoznala čudovite ljudi, nove informacije, znanja, izkušnje, ki bodo še prišle. In se mi zdi pomembno, da kljub temu, da imam kontra sebe 3 tehnike, 3 elektro, da sem jaz tisti nekak kontra vtež, da jim lahko malo povem, ker tudi sami je pa problem. Tehnične stvari so res samo tehnične in potem, ko pridejo v poslovna okolja, so pa nekako zgubljeni. In rabijo nekoga tako, da jih malo usmerjajo. Jaz sem tudi mogoče zgubljena pri tem, ko oni govorijo, kaj se izpiti, ampak to je zato, ker to meni ne leži. Je pa vse tako pač je, poslovna smer je razumljiva, za površinsko znanje mora biti normalno, ker pač, če nisi posloven, te bo hiter svet povozil. In se mi zdi, da tudi vsi študenti je dobro, da imajo neke poslovne, da lahko povežejo, ok, jaz imam idejo, ker študentje smo mali inkubatorčki, zato imam tudi inkubatorje v Ljubljana, da imamo možnost, ker na ekonomski imamo res veliko predmetov, ki ustvarjamo poslovne ideje in to je, dobimo si idejo. Imela sem idejo, da bomo naredili nek produkt od to, nisem imela tehničnega znanja in kar sem naredila, sem šla pisati na free, na elektro, sem pač se vstopila v kontakt s šolci, pač so kolegi iz faksov. Na koncu smo dobili 3 demo verzije tega programa. Super. Poslovni svet, tehničen svet. In potem smo spet razmišljali, so rekli, pa ste na standarde, ker to ne smete, to pa to. Na koncu pride do tega, da končen produkt mogoče ni standardiziran, kot je mleko, ampak vse, da do tega produkta pride, je veliko standardiziranega, kar sploh ne razumejo. Torej, mešanje nujno, predstavljanje, recimo, da mi, mladi ambasadori, lažje stopimo v stik z našimi vrstniki, kot pa, da pride nekdo, ki je res zelo strokoven, ker že tako poslušamo skozi predavanja in zato profesor in časih se te zmot profesor, ki ga vidiš, da ima toliko znanja, ampak ga težko deli naprej. Zato smo mi ambasadori toliko bolj pomembni, da imamo to znanje in da ga znamo prevesti naprej, da ga poljudno povemo. V bistvu tudi tako, da vaša generacija konec koncev najbolj razume, ker SIST je se odločil za mlade ambasadorje ravno zaradi tega, da ste glas predvsem v svoji generaciji. Majčkeno si že omenila, kaj vse si doživela, koliko tega si že videla, spoznala, pa lahko samo na kratko, ti si v bistvu svojo misijo, rečva temu, tako začela s 1. januarjem 2025, torej letos. Lani za 2024 sta bila Erik in Hanna, vidva z Aleksandrom sta se pa v bistvu zdaj samo pridružila. In če lahko samo na kratko poveš, kaj sta pravzaprav doživela že v tem času. Samo da naprej sva imela obisk Eti v Izlakah, sva šla čez podjetje, da vidva dejansko, koliko je to velika zadeva. To, ko pogledaš to podjetje, sploh ne veš, koliko je to velik poslopje, kar ne konča se. Pa imajo odlično zastavljeno delo, se vedno pravijo, ko prije direktor, on je rekel, gospod, je rekel, ko prijejo direktor v pisarno, so vsi najbolj pridni, najbolj delovni, ampak so, dejansko je bil čutek, da so dobro sproščeni, da jim je všeč, delo imajo zelo dobro zastavljeno. Tako da, poleg tehničnih standardov imajo tudi ta kakovosten del pri meni izredno dober. Od izobraževanj do možnosti koriščenja vsega, da bi lahko rekli, da je to kar eno podjetje, saj so tudi bili Zlatonico kandidirali, kar je izredno tudi dobro za podjetja, da vidijo, kaj dejansko, če dobiš zlato nit, dobro posluješ, dobro delaš, ne samo na produktih. Potem sva imela ravno 2 tedna nazaj, sva bila na 360 kartingu v Izoli, ki so izdelovalci karting prog, odlična izkušnja, seveda je pač bonus to, da sva lahko go-karte vozila. Jesenska šola, ki sva imela dejansko stik in s TTK-jem, in sem zaposlenimi in študenti tam, ki se učijo, poleg tega vsi gostje, da sva lahko videla, kako tudi že plakati so standardizirani, ko nam je rekel printer, da joj, to pa ni dosti standardizirano, da moramo bolj ozke linije. Ne pomisliš, vsi so tako, joj, spet mi je rekel, da moram zožati. Dejansko, printer je narejen za standardno velikost, A4, A5 in tako printa. Da,
No, evo, ki si ravno omenila te plakate. Petra, ko ste pripravljali razstavo, ste med drugim tudi liste predstavili, ker so tudi standardizirani. A4, A5, a ne, to je vse v bistvu narejeno po standardu in to je tudi razstavljeno pri vas v Tako CTK. je, to je v bistvu ena prvih standardizacij format, A4 format. Nemci so že 1922 v bistvu izdali standard DIN 476, ki kasneje je postal v bistvu mednarodni in priznan standard ISO 216. Tako da to je v bistvu enih res prvih standardizacij, se pravi formata A4. Povsod po svetu, z izjemo seveda Amerike, kjer je tam še vedno prisoten letter, ampak mislim, da vsi po vsem svetu vemo, kaj je format A4. Ja, pa tudi tehniška pisava, a ne? Tako, tudi to je tehniška. standardizirano, tako da praktično je res vse povsod. Petra, kako pa ti si verjetno že slišala tudi za to jesensko šolo standardizacije, Eva jo je iz prve roke tudi spoznala. Kako ti ocenjuješ to pobudo? Se ti zdi pomembno, da SIST na tak način mladim pristopa? Sigurno se mi zdi zelo pomembno, tako da letos se bom tudi jaz udeležila, tako mi čakam in takoj po zaključku sporočim povratne informacije. Me veseli v bistvu, da SIST res se trudi približati mladim. Tako da to mislim, da je tudi naša neka skupna točka, a ne, in se veselim tudi nadaljnjih, se pravi, sodelovanjem s SIST-om, ne, ker tukaj smo res najdeli eno tako skupno točko, se pravi, da res mladim prikažemo in približamo same standarde. Kaj se vam pa zdi, recimo, da bi bil še en korak skupni od SIST-a in CTK-ja in konec koncev tudi mladih ambasadorjev, kakšni dogodki, delavnice, kaj bi še lahko organizirali, da bi v bistvu še bolj približali se svetu mladih in njihovim razmišljanju? Ja, jaz bi si ful želela eno tako luštno delavnico, v bistvu kot nek natečaj, recimo razvoj izdelka, naprimer igrače, ker morajo biti po standardu. Tako da v bistvu mladi prek same, se pravi od začetka ideje pa vse do končnega produkta v bistvu spoznavajo in vključujejo standarde. Se mi zdi to zelo pomembno, tako da si bi v prihodnje res želela eno tako luštno, praktično delavnico, kjer bi se pravi mladi razvijali, ker so mladi res zelo tako razvojno usmerjeni, sploh današnji, že velikih stopa na neko samostojno poslovno pot. Tako da v tem smislu, v tem kontekstu bi si želela eno tako luškano delavnico. Eva, kaj pa ti meniš, kakšne so tvoje ideje? Definitivno se strinjam že s tem, da je v tem svetu zelo atraktivna ustvarjalnica CTK s 3D printerjem. To bi bilo wow za naše bodoče inženirje. Dejansko, da grejo čez neko simulacijo, kako je od ideje do produkta. Da vidijo, da dobiš idejo, kako bo zdaj realiziral, kaj moraš pri tej ideji ugotoviti. Mogoče je bila to dobra zadeva, tukaj imamo iz tujine, igrca za standarde, ki smo mi sta ambasadori poskusili. Meni se je zdela odlična. Torej, igrca temelji na temu, da izbereš si državo, kakšna bo bila obalna oziroma celinska, otoška ali celinska, in potem standarde izbiraš, ne vem, kaj boš implementiral v svoji državi. Boš bil bolj družbeno, AI, zdravstvo in tako naprej. In potem zadnji program dodeljuje točke. In na koncu vidiš, kot v smislu nekega politika, neke vlade, oblasti, vidiš, kakšna bi bila tvoja država, tvoja oblast. In to se mi zdi dejansko, da ne govorimo samo tako, ti politiki to nič ne delajo, to. Dejansko lahko nekdo poskusi standardi, ker to je vse standardizirano, na veliko rečeno, da pač dobijo nek občutek. Ker je težko standard oprijeti, pa ga nekako ovrednotiti, če pač je papir, je veliko tehničnega izrazoslovja, to moraš razumeti. To je še da ne bo prehiter, da se bo kdo zameril, da bo tako dobil odpor od tega, ker to je lahko hiter. Da pa oni nekaj dajo vrednost pomen, da lahko rečejo, to je to, bo pa veliko lažje. Ja, standardi so vsekakor zelo strokovni dokumenti, konec koncev je združeno znanje res
vrhunskih strokovnjakov z pač določenega področja, recimo, če govorimo o umetni inteligenci, so strokovnjaki z tega področja, tako da jih velikokrat normalen človek, če lahko temu tako rečemo, niti ne razume najboljše. Tako da smo že parkrat čez te naše pogovore ugotovili, da praktično moraš vedeti, kaj iščeš. Ko prideš do problema, je standard tisti, ki ti ponudi neko rešitev. Ker konec koncev so to kar veliki dokumenti. Petra, ti se verjetno tudi z fakultete spomniš, da je veliko listov in veliko gradiva. Ne? Že sam en standard je kar bogat in je težko v bistvu celo zadevo brati in razumeti. Sigurno. Pa tudi značilnost standarda je ta, da se sklicuje še na ostale standarde, tako da res moraš se prav neko široko celoto gledati. Ne? In pri tem bi mogoče še to povedala, ne? Da to je bila naša, preden smo dobili dostop do celotne zbirke standardov, največja pomanjkljivost. Se pravi, ta kompletnost zbirke. Se pravi, največ nejevolje pri uporabnikih, ne? Se pravi, naše standardoteke je bilo ta, da nismo imeli kompletne zbirke. Se pravi, imeli smo določen standard, ta standard se je skliceval na drugega, ne, tega pa potem nismo imeli. Ne. In to je v bistvu največ nejevolje pri naših uporabnikih povzročali. In pa seveda ažurnost zbirke. Zdaj, ko imamo dostop, ker se moram pohvaliti, da smo pridobili dostop do celotne zbirke standardov, smo pa ravno te dve pomanjkljivosti s tem se pravi odpravili, a ne, imamo celotno, kompletno zbirko in pa ažurno zbirko. In digitalizirano. No, ravno to je bilo moje naslednje vprašanje, glede same digitalizacije. A se ti zdi, da lahko še kaj naredite na tem področju, oziroma kaj ste, zdaj si omenila digitalizirano standardoteko, kaj to pravzaprav pomeni, da so vsi standardi dostopni na računalniku, če lahko mogoče kaj na to temo? V bistvu naša standardoteka je sestavljena tako iz, se pravi, klasičnih standardov, se pravi v papirnati obliki in pa v elektronski obliki. Se pravi, od leta 2011 smo nabavljali elektronske standarde v PDF obliki, vendar ta zbirka ni bila nikoli popolna. Je bila sestavljena, se pravi, tako iz tiskanih virov, kot iz, se pravi, PDF, se pravi, elektronskih virov. Zdaj, ko imamo pa, se pravi, dostop, se pravi, digitalno zbirko celotne SIST zbirke, a ne, pa v bistvu ugotavljamo, sploh po povratnih informacijah naših uporabnikih, da je to zelo pohvalijo, odlična rešitev, ravno to, ker lahko hitro in enostavno se pravi iščejo, brskajo po teh standardih, a ne. To pri nas poteka tako, da si v bistvu sposodijo, se pravi, prenosni na računalnik, na katerem je, se pravi, vaš SIST-ova platforma, se pravi, s zbirko SIST standardov in si pač prinesejo v čitalniški prostor in lahko enostavno prebirajo standarde. In vse, ki sem jih malo povprašala po tej, se pravi, izkušnji, tej rešitvi, so res vsi, predvsem mladi, navdušeni. Ja, a pa se je kdaj zgodilo, recimo, da je nekdo prišel in rekel, jaz ne vem, kaj ne naredim standard, kako naj najdem tisto, kar rabim? Ste imeli že kakšen tak primer? Tudi to, se pravi, tudi naše uporabnike, se pravi, usposabljamo pri, se pravi, iskanju za določen standard. Spomnim se primera, že prej, ko sem omenila, kako pomembno je v bistvu, da v samem začetku, za sami ideji, a ne, se spoznajo standardi. Je prišel, se pravi, na CTK se je obrnil mladi podjetnik, ki je razvijal neko igračo in na koncu ugotovil, ne, da če bo želel s to igračo na trg, da bo mogel izpolnjevati nekatere zahteve. In seveda se oglasi v CTK in pravi, prosim, dajte mi vse standarde na temo igrač. Teda ja, kar velika, ne? Tako zato je pomembno v bistvu, da res v samem začetku, a ne, in se v CTK res trudimo, da mladim probamo, se pravi, ravno to, da smo usmerjeni v to, da jih usposabljamo v samo, se pravi, uporabo standardov, iskanje standardov, ne. Seveda pri kompleksnih vprašanjih pa jih vedno, se pravi, usmerimo na sam inštitut. Ne. Petra, kaj pa jim svetujete? Recimo, če en študent pride in reče, kaj naj naredim, kako naj standard berem, kaj je vaš odgovor? Ja, zdaj, čisto odvisno, kakšna tema je. Če je meni domača tema, se pravi, če iz področja gradbeništva mu veliko lažje in enostavno pomagam, ne. Medtem ko pa, če ne poznam toliko teme, a ne, še vedno, se pravi, jih usmerim na Slovenski inštitut za standardizacijo, tam imajo res super razvite kontaktne točke, tako da jih
usmerim naprej. Ne. Tam, ko vidim, da jaz v bistvu presega moje znanje, je inštitut tisti, ki v bistvu bdi nad standardizacijo in nad standardi. No. Torej ste vzpostavili eno tako lepo sodelovanje Tako. in tam, kjer prva zmanjka, je isto skoči. Tako. Eva, mogoče še, kako ti vidiš v bistvu prihodnost standardizacije, sploh recimo v tem izobraževalnem sistemu? Si želiš zdaj kot mlada ambasadorka standardizacije, da bi bilo tega tudi več znotraj predmetov na fakultetah, mogoče prva na ekonomski, kam bi se to lahko umestili? Omenila si tudi predmet kakovost, a ne? Ne vem, če bi malo več tudi tam pasalo o samem standardu, kakšne so tvoje ideje in mogoče tudi predlogi za naprej? Zdaj, lahko govorim zgolj za management smer, ker sem na temu upisana. Imamo kakovost v poslovnem oziroma kakovost in management. Mogoče bi bilo bolj, da bi se nam profesor približil s tem, da nam je povedal, ki dejansko, kako se to aplicira. Saj se trudim, ampak je res, v kakovosti mora vsako podjetje pridobiti ta standard samo. So neki pogoji, katere mora izpolniti, torej ni to tako, da ga samo kup, je pol nek pogoj. Da reče, to je v bistvu potem že za certificiranje, a ne? Tako je. In mogoče v tem smislu, da samo malo težji študentom povedati, ker lahko jaz govorim, da moraš imeti dobro ravnanje z ljudmi, to je težko meriti. In imamo tudi imamo športni management, imamo finance, bančno-finančni management, računovodstvo, zdravstvo, management v zdravstvu, torej nismo mi samo ekonomija, mi smo kako voditi v različnih panogah. In te ljudje v športu, fiti naprave, zdravstvo, medicinska naprava, vse te zadeve, to mora biti res standardiziran. Do vodenja kjerekoli, ali je to dejansko javna združba, ali je to neprofitna, ali so to javni zavodi, to so različni standardi, različne upravljanja. In bi mogoče bilo dobro, da je nek posplošen predmet že na dodiplomskem študiju, se potem razvijajo module. Ker je modulov je milijon na ekonomski. Ne vem, kako bi se oni počutili, če bi rekla, da mora dati pa še enega kakovost, da se malo bolj v standardizaciji, ampak ne bi škodovali, lahko bi pa tudi na RPS, ta RPS razvoj poslovnih, ker incentiviziramo študente, grejo na delavnico, dobijo znanje, pa še opravijo nek predmet. To je treba tako. Študente smo zelo ambiciozni, ampak nekaj najboljšega pa je, da dobiš, da opraviš na easy neko stvar. Saj niso to vsi taki, da ne bo kdo rekel, da posplošujem. Sam pa študente gledamo tako, da maksimiziramo svoj trud. Seveda se mi dve s Petro so bile tudi študentke, sicer že kar nekaj časa nazaj, ampak mislim, da se strinjava. Izkušnja je ista. Se ne spremenimo. Pri temu se ne spremenjamo, kljub temu, da so šli. Standardna stvar pa je. Tako. Rekla bi vsakmu študentu tako. Veliko se govori o konkurenčnosti. Torej, če bi bil rad konkurenčen in ne bi rad upadel, ker v konkurenci so trenutki, ko je sekunda dovolj, da zaostaneš. Pozanimamo se, o čemu lahko. Standardi so izredno neka skriti dragulj poslovnega sveta. Če ga že imaš, si takoj hitreje konkurenčen. Dodatno znanje, povezava s temi kadri, ki so izkušeni, strokovni, je zlata. Zdaj si rekla, če želijo biti konkurenčni, da se razširi znanje, ker več znanja imaš, bolj si multidisciplinaren, ne samo strogo v eno smer, bolj je to za tebe in potem tudi konkurenčnost pride nekako naravno s tako stvarjo. Kaj pa bi vidve, obe v bistvu svetovali študentu, ki reče za standarde? To so samo suhoparni dokumenti, to ni zame, sploh recimo družboslovci, če rečejo, to je bolj za tehniške smeri, mene to ne zanima. Kaj v bistvu, kako bi vidve povedali, da ni samo za tehnične smeri, ampak tudi konec koncev v družboslovju se uporablja veliko standardov, če ne direktno, pa mogoče bolj neposredno, ne? Eva, mogoče, če ti začneš kot predstavnica mlade generacije. Rekla bi tem osebi, da se bo slišala čez par let, ko bo dejansko stopil v neko poslovno okolje, svoje delovno okolje, ampak tazga bi probala prepričati v smislu, da če prav standarda ne vidi, to ne pomeni, da ga ni. To je kot da bi rekel, da se ne rabim zraka, se ga ne vidim. Pač stvari, standardi je svet
standard ljubet je varen svet. Videli smo, Ljubka je zelo dobro povedala na jesenski šoli, kaj se zgodi, ko standardi niso spoštovani. Vsi vemo za tisto tragedijo v Makedoniji. In to je nam samo umevno, da ko greš ti na odmor, na počitek, na zabavo, da ne boš umrl, da ne boš ti v neposredni nevarnosti. Taka banalna stvar, iskrice, kdo bi vedel, da je to standardizirano? Noben, ampak to nekdo mora vedeti in take stvari, vse je mehanizirano dane čase, lahko nam zdaj tale mikrofon eksplodira, tale luč, karkoli. Pa k sreči je vse v studiu po standardih narejeno, tako da to se ne rabimo. Zato je lahko mogoče je pot brez standardov okoli ovinkasta hitrejša, ampak to hiter preden z neko ceno in zdaj mora sam posameznik pri sebi ugotoviti, a je ta cena vredna tebe, ali greš malo, ni to zdaj, da bi rekel, da je to avtocesta, pa ta stara cesta, ne? Malo je. In take stvari, take ovinke križati se ne splača. Tako da, kdor je pameten, bo prepoznal vrednost standardov, družboslovec, tehnik, slavist, kdorkoli bo razumel, da standard je pomemben. Ne glede na smer. Privatno in poslovno. To je to. Petra, bi ti še kaj dodala? Zato se mi zdi pa ravno to pomembno, to ozaveščanje o standardih, da v bistvu jim res na vseh področjih življenja pokažemo, kako so pomembni, da so v bistvu temelj in tako kot je že Eva rekla, neki nevidni gradniki, ki poganjajo svet, varen svet. In da so v bistvu temelj, na katerem se gradijo zgodbe o uspehu. Eva, pa si recimo ti že dobila te osnovne informacije na jesenski šoli o standardih, kako pomembni so? Definitivno. Ja. Prijetje so dobro pokazali, kaj se zgodi, ko je banalno, ko je varovalka obremenjena čez njen standard. Nam je povedal na podjetju, da so one imajo, mi je nekam meja, ampak imajo one še top shelf. Torej, če ti jo obremeniš do neke mere, gre lahko čez. Ampak, da se varno iznič, je ta standard. Da ni to, da bo boom, eksplozija, kot se je na videu pokazalo. In take stvari so številka 1 pri požarih. Ko varovalko, fuse, to je tako majhna stvar, že v avtih. Seveda. Vem, da je meni v avtu varovalka, avto neha delati, kličem, varovalka ti je šla, pogledam varovalko, to je toliko velika stvar. In kar je šlo, tista majhna žička. Banalno. Pa je dovolj, ne? Dovolj, da neha delati avto. Kaj se zgodi, ko so varovalke velike, toliko tale zadeva. In se mi zdi, da sem dobila znanja. Tisti, ki ga bo želel nadgraditi, je imel vse možne kontakte, vse je tudi videl, kje so standardoteka, kje je SIST, spletna stran. Dobili smo kontakte teh od Ljubke, LinkedIn se mi zdi, da je en super primer, ker vsak, ki je malo bolj poslovno naravnan, bo mogel imeti LinkedIn. Facebook pa to je res privatno, ampak LinkedIn možnost informacij pa povezave na bloge. Tudi, če si zagnan, boš videl, da informacije so. Če nisi, da si tam samo zato, ker moraš biti, ne vem, kako takmu človeku lahko napišeš tukaj, imaš vse, pa ne bo nič. Da, odvisno od posameznika, ampak jaz osebno šla sem z 0, nazaj sem pa šla pa vsaj 100% več znanja o SIST-u in standardih. Se pravi, bi priporočila tudi prihodnjim generacijam, da se jesenske šole udeležijo, sploh pa verjetno, da se tudi prijavijo za mlade ambasadorje. Petra, mogoče še kakšna tvoja zaključna misel na temo mladih, standardizacije, kaj bi ti mladim svetovala, ko gre za standardizacijo in standarde? Ja, v bistvu svetovala bi jim, da se oglasijo v CTK, kjer bojo dobili vse pomembne informacije, se pravi o standardih, o sami standardizaciji. Zdaj, tekom tega pogovora, mislim, da so že kar veliko izvedeli, tako da v bistvu bi zaključila z eno tako mislijo, prispodobo. Če je varen svet kot dobro uigran orkester, so standardi kot note. Brez njih bi vsak igral po svoje.
Bravo, mislim, da se obe zelo strinjava. Dami, najlepša hvala za vajin obisk danes. Jaz mislim, da smo našim gledalcem in poslušalcem dali izčrpne informacije. Vsekakor boste obe prisotni tudi na jesenski šoli, tako da se z mladimi tudi tam lahko srečata obe in poveste mogoče malo več o sami standardoteki v CTK in pa tudi o tvoji izkušnji kot mlada ambasadorka. Hvala. Hvala.